Ministra, pristojna za ključni področji, se zavedate svoje odgovornosti in sta ponudila odstop. Oba odstopa sem tudi sprejel. Gospod predsednik, marsikdo se v teh težkih trenutkih v bistvu za skupnost v Novem mestu pa za celo državo sprašuje, ali v bistvu res mora nekako na neki točki priti do izgube človeškega življenja, da se nekaj vendarle obrne oziroma da se ukrepa. Lahko mogoče pojasnite, prej ste rekli, da se ni dalo zakonodaje sprejeti, zakaj do tega ni prišlo mogoče prej, zakaj prihaja do tega šele zdaj. V bistvu pa vemo, da so tako opozicija kot nekateri župani opozarjali, da so težave na tistem področju. Danes smo pregledali marsikaj od tega, kar je bilo že izvedeno. O tem bo še dosti razprav v državnem zboru, tudi na sestanku z župani. Rešitve, o katerih smo se danes pogovarjali, v ničemer se ne dotikajo predlogov, o katerih vi govorite. Pogovarjali smo se o rešitvah, ki v Sloveniji še ni bilo in tudi še ni bilo na mizi. Poprašam mogoče, prej ste se rekli, da bo to državni sekretar povedal, ampak vendarle za kakšne rešitve tukaj gre? Ne vem, zakaj me sprašujete, bo državni sekretar to pojasnil. Samo še to, kako odgovarjate v bistvu na očitke iz opozicije. Opozicija na nek način zahteva odstop celotne vlade oziroma vaš odstop. Kako odgovarjate na to? To, kar se je včeraj zgodilo, je velika tragedija in nič ne more povrniti izgube očeta in moža. Tudi moj odstop ne. Ministra sta sprejela svojo odgovornost, na meni pa je, da zagotovim, da z naslednjimi koraki se v družbo vrne mir, da poskrbimo za varnost celotne družbe in da zato izveljamo vse ostale ukrepe. Moj odstop bi v tem trenutku bil samo beg pred odgovornostjo. Sam pa jo nameravam uporabiti za to, da bo življenje ne samo na Dolenjskem, ampak v celi Sloveniji v prihodnje bolj varno. Posebej na Dolenjskem, v Posavju in pa v Beli krajini. V šolo se prinaša orožje, pouk je praktično nemogoč, nespoštovanje, nestrpnost in razgrajanje. Doma se dogaja kraja poljščin. Imamo 70-80-letne starejše prebivalce, ki na polju ob mizerni pokojnini gojijo vrtnine vsako leto in večino pokradejo. Kraja in klanje živali, ribe, krave, ovce, perutnine, prašiči. Pri enem krajanu so prašiča že ničkolikokrat ukradili. Nazadnje so svinjo iz dvorišča odpeljali, ne boste verjeli, kar z viličarjem. Viličarja pa kar pustili sredi vasi. To kaže samo na njihovo predrznost, saj niti ne upajo, niti ne želijo zakriti sledi, saj točno ve, da je nihče v tej državi nič ne more. Predsednik vlade je obiskal vse pomembne tekme in vikend na morju ter se slikal s Trumpom. A ja, pa priznali ste Palestino in posvojili ste opico. Tak vi delate. Ne odpravljate pa težav tam, ki bi jih res mogli. To, gospod minister, to je vaša odgovornost. Odgovor na očitek, da je po ponavljajočih se fizičnih incidentih na Dolenjskem morda že čas za individualno tožbo kakšnega posameznika proti državi, proti lastni državi, da ta država ni več sposobna zagotavljati varnosti, ravno zaradi romske problematike. Glejte, za zagotavljanje varnosti, ko se pojavljajo, ne vem, kraje, streljanja, požige in tako naprej, za vse to država pravne podlage ima. In tukaj mora policija ukrepati, ni druge. Če policija ne ukrepa, naj se obrnejo na policijo. Ja, prihajam iz tega območja, kjer so Romi, seveda, težave so z njimi, težave so tudi z unimi na drugi strani, da smo pri tem. In nekaj vam bom povedala, za razliko od vas, ki sedite tule, pa blebečete ure in ure neumnosti in nimate pojma. Recimo gospod Reberšek se zelo dobro spozna na romsko problematiko, Roma je videl enkrat v življenju mogoče na televiziji, a ne, ve pa vse. Skratka, kar vam hočem povedati je to, da ne govorite stvari, v katerih nimate pojma. Ta ista Tamara Vonta je delala v romskem naselju z romskimi otroci vsak dan, nekaj let in meni vi pameti ne boste solili. Hvala. In nikoli ne bomo podprli protiromskih ukrepov ali zakonov, ki bi Rome dodatno stigmatizirali, getoizirali ter odpirali vrata obči nestrpnosti ali sovraštvu. Nisem prepričana, kaj je huje, te
dokaj rasistične debate v parlamentu ali pa medijsko poročanje o romski tematiki, ki je kar naenkrat postala glavni problem te države. Romi že skoraj 2 meseca po poročilih poslušajo, da so problem. Poziv predlagateljev za povečanje pooblastil policije je po mnenju Levice neustrezen in nesorazmeren. Enako velja za zakonodajno pobudo županov 11 občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja iz leta 2023. Žal smo dobrodošli še enkrat v urah nekega sistemskega rasizma. Biti Rom je težko. Biti Rom v Sloveniji je težko. Biti Rom na Balkanu je težko. Šukar Tumen Meko pozdravim. Lepo vas pozdravljam v romščini.